prinaša predvsem eno bistveno spremembo, in sicer v bistvu na novo definira, kaj je zdaj to službena pot po eni strani in po drugi strani, kaj je to napotitev. Prej smo bili navajeni, službena pot je nekaj krajšega, nekaj par dni, ko gremo nekaj v imenu svojega delodajalca, tam nekaj naredimo, pridemo nazaj. Napotitev je pa nekaj daljšega, običajno več kot 3 mesece, tam se vključimo v delovni proces nekega drugega delodajalca v tujini in pač to je napotitev. Zdaj se to nekako obrne, nekako redefinira in sicer večina tega, kar se je prej smatralo kot službena pot, se ponovno tretira kot napotitev. Z izjemo raznih, poslovnih sestankov, ko gremo, se pogajamo v novi pogodbi, gremo, predstavljamo svoje podjetje. Podjetja lahko v tem trenutku pač razmislijo o tem, ko se dogovarjajo za bodoče posle, ali bi bilo morda smiselno, da si pustijo neko rezervo, da v bistvu ukalkulirajo, da znajo biti te stroški, te izvedbe, te storitve, izvedbe tega posla bistveno višji, kot so morda v začetku predvideli, in da se potem upošteva to pri pogajanjih, pri tem, ko zastavijo pogodbo s kupcem in podobno. Največ težav zna biti pri kaznih v tujini, zaradi tega, ker te kazni po informacijah, ki prihajajo, iz Francije, iz Nemčije, iz Avstrije, niso majhne. To so v bistvu po, 10.000 evrov plus. To niso v bistvu tako majhni zneski in v bistvu za vsakič, ko nekdo pride v inšpekcijo, dobiti ta znesek, pa če je vrednost posla manj kot to, se velja pa zamisliti, a se v bistvu nam to splača, če to odtehta. In v bistvu pač vedno več takih primerov v praksi, na žalost je.